Živijo in dobrodošli v 10. oddaji Animoco Tabletop. 10. oddaja je že in to je torej tudi zadnja oddaja te sezone. No, za konec te sezone smo vam pripravili še eno igro, ni ravno težka, je pa seveda zabavna. In ta igra, o kateri sedaj govorim, je igra Camel Up. Gre za igro leta 2014. No, prejšnji smo predstavljali igro iz leta 2013. Hanabi, sedaj smo šli kar na 2014. Tako da bomo predstavili to igro. Gre za preprosto igro, v kateri v bistvu spremljate dirko kamel in seveda stavite na te kamele. Stavite lahko na posamezno etapo ali pa na seveda celoten krog. V glavnem, igra je preprosta, originalna igra seveda, je namenjena za 2 do 8 igralcev, to je tista osnovna igra. Traja nekje 20 do 30 minut, lahko tudi dlje, pač odvisno, kako hitro igrate in seveda, da ne razmišljate predolgo. Ima seveda številne komponente in pa seveda sama pravila zahtevajo pač izbiro med različnimi potezami. Vsak igralec ima vedno, ko je na vrsti eno potezo, gre naslednji igralec in tako dalje. Skratka, ne bom sedaj preveč dolgo vezil v tem uvodu glede te igre. Najbolje je, da si pač začetek kot ponavadi ogledamo v nadaljevanju samo postavitev igre, torej same komponente in postavitev igre. Potem pa, ko bomo predstavili vsa pravila in vse zadeve, pa si še pogledamo samo gameplay, torej potek dela. Zopet bomo sedaj naredili samo na 2 igralca, pač prva sezona je žal bila takšna, da smo sedaj predstavili vse na 2 igralca, zaradi takšnih ali drugačnih težav, oziroma situacij, ki so pač nastale. Skratka, igra je preprosta, zabavna in seveda v osnovi za 2 do 8 igralcev, za dodatki tudi več, ampak potem seveda po samem gameplayu. Skratka, ostanite še z nami in se vidimo čez nekaj trenutkov. No, dobrodošli nazaj. Sedaj pa si bomo torej pogledali, katere sestavne dele sploh igra Camel Up vsebuje in pa seveda, kakšna je njena začetna postavitev in pa seveda potem še vsa pravila, ki spadajo k igri zraven. No, najprej imamo tukaj tale žetonček. To je žetonček za prvega igralca. Seveda, prvi igralec v tej igri je vedno tisti, ki je najmlajši. Potem imamo seveda denar, torej bankovce in kovančke, torej egipčanske kovančke in pa seveda bankovce, ki jih vsak igralec na začetku prejme 3, takole. Potem pa si vsak igralec seveda lahko izbere osebo oziroma lika, ki ga želi igrati. Seveda to stori tako, da vzamem pač njegovih 5 kart, naprimer, da če bi jaz hotel vzeti tega gospoda, vzamem pač 5 kart in teh 5 kart je različnih barv, torej kamele različnih barv, gre torej za te kamele. V bistvu so to karte, z katerimi stavite, katera kamela bo na koncu zmagala. To pomeni, katera kamela bo prva prišla skozi ciljno linijo tukaj. Seveda, cel krog okrog. In seveda, te karte nikoli ne kažete nasprotnikom, ampak vedno, ko izbirate, jo date, naprimer, prikrito, ali sem, da bo ta kamela na koncu prva, torej tukaj. Če pa se odločite, da boste stavili na kamelo, ki bo na koncu čisto zadnja, pa lahko date karto tudi sem. Seveda, točkovanje vedno poteka tako, da tisti, ko stavi prvi, seveda dobi največ točk, kdor drugi stavi, in dobi
Se 5, potem 3, potem 2, potem 1. Seveda, kdor je pa 2, 4, 6, potem že pri tej stavi pa izgubi seveda točko. Seveda je tudi napačna stava izgubljena točka. Skratka, staviti morate prav ali pa pač izgubite eno točko. Isto velja pri kamelah, ki bodo zadnje. 8, 5, 3, 2, 1, minus 1, če stavite narobe ali če ste potem že 2, 4, več kot 6. Tako da morate pač biti zelo pozorni glede tega. No, ko si to daste v roko, torej tu imate 3 kovančke na začetku in te karte. Ena zadeva še, ki jo primete v roko, pa je seveda tale ploščica, ki jo seveda morate dati ustrezno, torej v mojem primeru je to tale gospodi, takole. In ta ploščica je sicer obojestranska. Kaj ta ploščica dela? Seveda, ena izmed vaših potez je, da jo lahko daste sem ali pa sem na polje. Ne smete seveda dati ene ploščice sem, če že ima naprimer, če že ta ploščica tukaj, te ploščice drugi ne sme dati sem ali sem, ker bi potem bil dejansko nekakšen začaran krog, če bi naprimer tukaj dal minus 1, pa daš tukaj plus 1, in potem kamela skozi skakala sem pa tja. Ampak vedno morate dati potem jo sem, da je pač en prostor vmes, razmaka. Te ploščice omogočajo plus in minus premik kamele. Torej, če kamela pride sem gor, se premakne, naprimer, če imate minus 1, za 1 nazaj, če pa imate plus 1, pa seveda za 1 naprej. Seveda, za vsakič, ko kamela prije na to ploščico gor, prejme tisti igralec, ki jo je postavil, en dodaten kovanček. Skratka, takole. In v bistvu, to je to, kar vi na začetku imate v roki. Torej, 5 kart, 3 kovančke in pa tole ploščico. To je tista osnovna roka, ki jo imate. Skratka, potem, kot smo že rekli, je tukaj 5 lesenih kamel, torej 5 miplov kamel, ki jih dobite, potem je še tukaj 5 kock. Te kocke v bistvu morate vreči v tole piramido, ki je tudi zraven. In sicer se lepo dajo v piramido. Tako jo malce pretresemo. In podoložimo sem. Potem pa imamo seveda tukaj še te ploščice. In sicer so te ploščice vedno označene od 5, 3 pa 2. 5 točk, 3 točke, 2 točki, če stavite, katera kamela bo na določeni etapi prva. Torej, kdo vzame prvo ploščico, prejme 5 točk, kdo vzame drugo 3, kdo vzame tretjo, seveda 2. Seveda morate pri tem tudi paziti, če je kamela, na katero stavite, naprimer druga, dobite samo en kovanček potem na koncu. Če pa je kamela 3, 4 ali 5, pa izgubite en kovanček. V bistvu točke se gledajo po tem, koliko imate zaslužka, torej koliko kovančkov zberete, toliko je pač točk. In kdo zbere največ kovančkov na koncu igre, je seveda zmagovalec. Potem pa so še tukaj tele ploščice s piramidom. No, glede to, da je piramida na teh ploščicah narisana, je, ko vzamete to ploščico, seveda lahko iz piramide vržete eno kocko. In v tem primeru, na primer, je oranžna 3. V tem primeru bi oranžno kamelo premaknili za 3 naprej. V bistvu, to so vse komponente, ki so pomembne. Sedaj pa gremo raje k samemu gameplayu. Torej, postavitev je takšna, kot jo sedaj vidite. In to je to. Najprej pa seveda mora prvi igralec, torej tisti igralec, ki ima tole zadevo,
seveda razporediti začetno postavitev kamel. Kamele seveda ne začnejo igre tukaj. Ampak tisti igralec, ki je prvi na vrsti, mislim, ki ima ta žetonček, seveda iz piramide vzame zadeve. In sicer ta kamela se premakne za 2. Torej imamo 1, 2, začne tukaj. Potem naslednja je modra za 3. Kamela pride sem. Naslednja je rumena za 1. Sem. Potem naslednja zopet za 1. Aha, sedaj pa še to. Ker smo sedaj 2 enki vrgli in ker gre ta kamela na isto polje kot ta rumena, gre na njo. No, če bi imeli sedaj to ploščico v igri in bi naprimer sedaj dali jo sem in bi ta kamela sedaj dobila, da gre za 3 naprej in prišla sem, naprimer, bi potem šla za 1 nazaj in gre pod kamelo. Če gre naprej, torej, gre na vrh kamele, drugače pa, če gre nazaj, gre pa pod kamelo. V bistvu potem, katere kocke pač ven mečete, glede na to, da imamo sedaj oranžno, ne, bi šla za 2, bi ta oranžna za 2 nesla tudi zgornjo kamelo zraven. Tako da, vedno katera barva pade in če je ta kamela spodaj pod določeno kamelo, ta kamela seveda zgornjo kamelo nese zraven. Lahko so 3 kamele, 4 kamele na vrh, ena na drugi. In če bi vrgli potem ven spodnjo kocko, bi seveda šla naprej. Seveda spodnja kamela z vsemi, ki jih ima na sebi. V glavnem, to sem še hotel povedati, sedaj pa modra je bila tukaj in mi smo vrgli dvojko ven še, kar pomeni, da gre ta na vrh te kamele. In v bistvu je to sedaj začetna postavitev kamel. Kaj sedaj naredimo je, zložimo vse kocke ponovno v piramido, malce pretresamo in postavimo nazaj na polje. In igra se sedaj lahko prične. Začne torej igralec, ki ima ta žetonček, naprimer, da sem jaz sedaj najmanjši, bi pač jaz začel. In sedaj, ko začne, lahko vsak igralec izbira med različnimi potezami. In sicer so te poteze, med katerimi lahko izbira 4. Odloči se lahko, ali bo stavil, katera kamela bo v etapi prva, tako da, naprimer, če bi rekel, modra bo prva, bom vzel to, naprimer. Lahko, to je ena izmed potez. Druga poteza, ki je, se odloči, da bo vzel eno piramido. To že pomeni, da potem, ko bo točkovanje, že prejme dodaten kovanček. In kaj lahko naredi, ko vzame piramido? Seveda, vzame piramido in sedaj vrže ven. Enka. Torej gre ta kamela za 1 naprej in gre naprej na vrh te kamele. In je v bistvu sedaj prva. Vedno je tista vrhnja prva kamela. Ta kamela je sedaj druga, ta je tretja, ta je četrta in ta 5. In ja, sem se jaz odločil za to potezo. Potem naslednji igralec, to je tista druga poteza, ki jo imate na voljo. Tretja poteza, ki je na voljo, je, da bo se položili na polje tale marker, torej ali plus ali minus. Naprimer, se naslednji igralec sedaj odloči, da bo položil ta marker na minus 1 in sicer tukaj. Bi bila to njegova poteza. To je tretja možnost, ki imate na izbiro. No,
Četrta možnost pa so seveda tele karte, ki jih imate tukaj. In sicer se odločite, da bo bela kamela, samo sedaj se ne rabite sedaj že prvo rundo odločiti na prvi etapi, ampak se lahko odločite potem, ko je že nekaj tukaj zadeva. Naprimer pač, da bo bela na koncu prva prišla skozi ciljno linijo in položite to kartico sem. Skratka, to so vaše 4 možnosti. Torej, ali stavite na zmago na etapi, ali se odločite, da boste vzeli piramido in vrgli ven eno kocko in tako premaknili kamelo za toliko pol naprej, koliko pač pade ven kocka. To je druga. Tretja možnost torej je tale marker, ki vam omogoča plus ali minus premika kamele. In za vsakič, ko pride ta kamela gor na to polje, vi prejmete seveda, ki ste dali ta marker gor, en kovanček. Ali pa seveda končna stava za tisto, ki bo prišla prva skozi linijo. V bistvu, to je, kar se teh pravil tiče vse. Kot sem rekel, igra je zelo preprosta, ne terja preveč dodatnega truda, tako da lahko res enostavno uživate v njej in pač počnete to, kar vam je enostavno najljubše. Skratka, premikate kamele in pa seveda stavite na njih. In kdor na koncu prejme največ točk oziroma kovančkov, oziroma denarja, kdo ima na koncu največ denarja, tisti je veliki zmagovalec celotnega kameljega turnirja. In to je v bistvu to. Najbolje pa seveda je sedaj to, da se zadeve lotimo še z praktičnega vidika, da vidite, kako sploh celotna zadeva poteka v praksi in vam bo verjetno potem veliko bolj jasno, kaj točno je treba početi pri sami igri in kako jo seveda zmagati. Skratka, ne hodite še nikamor, saj smo torej za vas pripravili še sam gameplay, tako da ostanite z nami in se vidimo čez nekaj trenutkov. Tako, dobrodošli nazaj. Zdaj pa smo torej pogledali, kako igra Camel Up poteka v praksi. Kot vedno mi bo pomagala Kim. Ja. In ker je ona najmlajša, začne prva in seveda, ker je najmlajša, tudi naredi začetno postavitev kamela. In prva kamela gre za 3. Tudi druga kamela gre za 3. Torej, zelena kamela gre na hrbet modre kamele. Oranžna kamela gre za 1. Rumena kamela gre za 3, torej gre na hrbet zelene, tako da. In pa bela kamela za 2. No, modro kamelo bo bolel hrbet, ki jo morala nositi dolgo jih. No, sedaj pa Kim lepo da to nazaj noter, v piramido. In ker je najmlajša, začne prva in lahko izbira seveda med 4 možnostmi, kot smo že prej povedali. Torej, ali stavim na katera kamela bo določen v tej etapi prva, ali sta potem vzame eno to ploščico in vrže eno kocko, ali pa pač se odloči dati tole ploščico, ki vam omogoča minus in plus, torej pomik kamele za -1 ali za +1, če pride na polje, kamor boste dali to ploščico. To je tretja možnost. In kaj je četrta? Pa zastaviš za končno. Ja, pač končna stava, ali bo taka, ki je določena kamela prva,
ali zadnja. Ko seveda prva kamela prečka ciljno linijo. Ok, Kim, pa začni, kaj boš? Bom vedela kocko. No, torej to vzameš eno, si daš sem. In gre rumena kamela za eno naprej. Tako. In je bila to Kimina prva poteza. Jaz pa bom dal tole -1 ploščico sem. In je to moja poteza. In je zopet Kim. Eno poleg druge ne možeš dati, ne, veš. Nič pa bom še enkrat metla. Ok. In gre za 2. Bela. In gre, seveda, ker gre naprej, na hrbet. Ok. Zdaj pa vemo, da sta bela pa rumena že zunaj, definitivno ne bo tam prvi. Ampak si pa upam staviti, zdaj bom jaz tudi vrgo najprej še eno kocko. In zelena za 1. Gre zopet na hrbet. Tak, pa si ti Kim. Oranžna pa modra sta še not. To je zdaj zelo zanimivo. Ja, Pa jaz imam neko upanje v modro, da modra bo prva po tvoje. Ja. Ok, pa zadnja, ne? Mislim, predzadnja, zadnja, kakorkoli. ne moš pred. Ne, ne moreš. Ma, ja bom pa stavil raje na zeleno. Okay. Pa si ti. Pa, veš kaj, jaz imam neko upanje še za oranžno, da zna biti tako oranžna, ali modra imate neke šanse. Ja. Ne, bom jaz kar šel, pa da vidim zadevo. Modra 2, 1, 2 in ker je prišla sem gor, jaz zdaj prejmem en kovanc. In ker gre nazaj, gre pod vse te kamene. Tako. Vidim, kaj si da naredila. Kaj? Več gre. Ja, še vedno lahko staviš na zeleno, ne? Pa še dobiš vseeno te točke, ne? Ja, pa se, to... Še vedno imam za... Zdaj še tudi stavim na zeleno. Tikaj ima zeleno. Čekaj, bela še ima šanso, da bo druga, tako da se splača v tega. Ne, en kovanček dobiš, ne? Ja. Ok, pa tretja, pa ne zgubiš? Jaz sem nekaj bo že dobro. Na nič. Razrešimo se muk. Ena. Oranžna je zadnja. Tako. Zdaj pa se naredi točkovanje. Tale marker gre torej na naslednjega igralca, torej k meni. To pomeni, da jaz naslednjo rundo, oziroma naslednjo etapo začnem. Tri. In sicer pač... Tukaj izgubim enega,
tukaj izgubim enega, tukaj pa dobim enega, to dobim 4, izgubim pa 2 dobiš. 2 dobiš, pa tu še dobiš 2. 4. 4 dobim. No, to potem gre zopet nazaj. 5, 3, 2. Od največje do najmanjše vedno se postavi, torej 5, 3, 2. Naj, tu še moram. Pa do tega ti gre zdaj dol. To ti gre zdaj dol k meni nazaj, ja. Pa še moje točkovanje. Jaz sem pa tu 5 pa 2 je 7, 10 v bistvu. In se lahko vzamem kar takole, eno 10 in je to to. Ti grejo potem nazaj sem. 5, 3, 2, torej postavite zdaj tako. In sedaj seveda naslednjo etapo začnem jaz. Stavo še zdaj za začetek ne bi, ne? Bom pa dal +1 sem. Pa si ti. Jaz sem to ful prednost, ne, da si prvi, ker nimam dobene optimalne pozicije, ko mi napne. Ja, lahko, da še sem daš +1, ne? Ker zdaj lahko oni se nese naprej, za 2 pa gre pa repa, da je več že, pač... Ja ne, samo gre 1, 2, 3, ne, da se mi največ kaj lahko prije, da če dam Ne, vse... ni rečeno, če daš modro pa prije 1, 2, nese toto sem, lahko da ostali še le. Pač odvisno, ne? Ja, pa ne bom pa dala sem. +1 ali minus? Plus. Okej. Okej, pa sem jaz. Nič, bom jaz kar prvo kocko vrgal. In to je zelena, za 2. 1, 2. Torej gre +1 naprej, jaz dobim en kovanček in je to to. Tako, pa si ti. Jaz tudi zdaj za enkrat tako. Okej. Pa je to 3, aha. Torej, neseš, ja. 2, 3. Okej. To pomeni, bela še vedno lahko gre naprej, ne? Bela še vedno lahko gre naprej. Bom jaz stavil na belo. Čeprav, če lahko se marsikaj zgodi, ampak stavim za belo zaenkrat. Pa gremo se to belo. Veš. Mogoče ovo kaj. Okej. Končne stave še ne bi zdaj raje. Ne, vržimo še eno. Okej. In modra gre za 3. In je modra Ja, prva. stavim lepo na modro, veš. Ti staviš lepo na modro, a? Mislim, jaz tudi, ne? A še jaz enkrat na modro. Okej. Veš, jaz še pa vseeno na belo stavo. Ja, se. Kaj da te drugo preostane. Dobro, te pa bom jaz Ja. na ta kocko. Tri. 3. Bela za 3. 1, 2, 3. Ja. Oranžna še sicer ostane, ne? Pa mislim, jaz kar vrga to še. Čak, jaz sem zdaj. Če smo ti zdaj vrgla 3. Ja. Jaz sem. Tako. In pa seveda za 2. 1, 2. In je to to.
Zdaj dobim, tukaj je 7, 8. 10 dobiš, v bistvu. Ja, 10. Ker do tega. Tako. To pa damo sedaj 3, 2 in tako damo sem. Ostalo še bo počakano. Zdaj pa vam jasno pa 3 tukaj. Je 3, pa je modra prva je 6, 7, 8 dobim. Ker je bila bela druga, ne? 5, 2, 3 je 8, tako. V redu. In damo samo še 5, 3, 2. Zdaj pa ti dobiš marker še, ja. Da si ti prvo v bistvu. Malo malo, a jaz to lepo zložim. Ovo ne daš noter nazaj. Pet. Bom zamenjal z tih 5, pa dam 5 vsem tako. Kaj? Pa začneš. Pa se počutim pogumno ponto. Ok, sej, meni ne rabiš povedati, no, pokazati ne rabiš nobenemu drugemu, kaj je dala gor, tako da je pač naredila, kar je naredila. Jaz bom pa se počutil pogumnega, bom dal tukaj. Zdaj vem, kaj se naredila. Sem pa spet jaz, Ja. pa dam minus 7. Ok. Pa bom še jaz, pa dam minus 7. Pravzaprav ne, dam minus 7 takle, jo. Okay. Viš kaj? Staviš na modro? Stavim modro. Ne, jaz pa ne bom stavil. Zdaj bom pa raje prvo pregledal, kaj pade. In je modra za 3. 1, 2, 3. Ok. Kaj si ti? Ovo me še za belo, tudi neko upame, da nastavim tudi na belo. Dajmo še eno. Tako. Ena. Ja, v bistvu ja. Kaj si ti? Še predstavim na modro. Bom jaz stavil tudi. Kaj si ti? A še enkrat stavim na belo. Tak. Pa si ti. Ja, pa šla. Reči tako. In rumeno. Za eno. Ja mislim, da nam ne ostane zravno kaj drugega, ne? A pa čakaj. Ne, tak. Oranžena. Ena. In je. Ja, nič pa sem jaz. Pa bom naredil. Tak. Ja, pa je zadnjo vrgla. Da vidimo, kje sem. Ena na rumena. Tako, zdaj pa se zopet, to se zato našlo za meni, to gre k meni. Torej tukaj dobim 2, pa tukaj dobim 10 dobiš vse skupaj tega, 12 dobiš.
Jaz pa dobim 1, 3, 6, 5, pa 1. Tako. Sem. Sem. Tole dvoje sem. In je to, da pa se dam noter. Ti začne. Bom to. Okej. Pa sem jaz. Nič. Bom jaz kaj prvega preizkusil. Kaj nama bo naneslo? Ja. 1, 2, 3. Okej. Trenutno je bela prva, ampak se ne more reči prvati dalje, tako da... Nič samo, da bom modra prva, veš? Ja, jaz tudi stajim, da bo modra prva, ja. Še enkrat. Da še vedno stajim, da bo bela druga. To zvihar bo. No dobro, da še tako. Pa sem jaz. Ja. Ja, nič ti. Eno, dve, pa gre telo. Ne glede na kamero, da bi se nekaj kovanec pač. Ja. Okej, zelena se še lahko premakne. Ja, lahko se. Pa modra ni druga, pa ni prva. Lahko zelena prva. Ja, pa zdaj sem hladna. Ja. No, štilaj. Ja, nič. Bom jaz vrgore, pa da vidimo. Ja, ne, oranža gre za 2. Spremenimo za ni nič. No. Pa gremo res. Mogoče pa je rad. Dobro. Nič, grem še jaz vseeno vreči. Ne. 1, 2. Definitivno ni. Ne? Tehnično druga je še lahko, ne? To je res. Malo, da se nekako grem. Da vidim, kam bomo naredili. Če bi bila zelo, da se vče zavetelico rečeno. Ne znam še zelo tako črto. Zdaj pa jaz na to. Zdaj si dala, ti gor? Ja, s tebe čakam. Zdaj sem jaz, bom jaz to dal. Pa je 2. 1, 2. To je pa zdaj, zelena definitivno ne more zmagati, ampak lahko pa bela, a pa modra. Torej, tukaj izgubim enega, tako da lahko idem nazaj. Zdaj ne bi lahko bi enega manj baštela, ampak dobre. Tukaj dobim 7, pa 1 je 8, 8, 9. 5 pa 4. Vzela 10, pa Pa malo daš enega nazaj, ja. Pa imaš to, jaz imam pa tudi 2, 4.
5, 6, pa 3 je 9. Pa jaz to isto naredim, enega 7 pa 10 vzamem. Če tako naredimo, 5 ko dam sem, 2 dvakrat, vzamem eno 10. Evo. Pa je to. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Znači največja številka je vedno zgoraj. Ok, pa se zdaj v bistvu ti začneš, ne? Ja. Kaj se boš odločila? To je stavila na modro. Na začetku. Ja, na začetku na modro. Jaz bom pa... Zdaj se... Se malce še pozabaval, ker pač Kaj pa bela imaš, se stavila na belo. Dobro. Zelena še tudi lahko zmaga. Rumena še tudi lahko zmaga, če ima srečo. Da je noter, ja, še ko sem pozabil. Ne, tak, pač malce, da je malce zapleteno vse do konca, ne, šta se je rekel, no. Pa ne zdaj prvega, ker vrlo. Pa da vidimo. Zelena za 1. Tehnično je lahko zelena prva, zdaj. Ti si. Jaz to rundo ne stavim takle. Imaš on se, ja, no. Čakaj, kako imamo zdaj? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, se splača ravno več. Nič, dajmo. Gremo naprej. Nazaj. Modra ne more zmagati več, tako da jaz dobim en kovanček. Ja, kaj je šel vrt. Si mogel dati na minus, ne? No, Ja, daj, ja. nazaj, kaj zdaj s To tem? je to, ja. Tako, pa se ti. Definitivno. Še ni nujno, da je konec runde zdaj. To je tudi res. Ti si. Ja, vem. Dajmo. Je. 1, 2, 3. Še druge, grejo do konca, ali ne? Ne, konec je, kak prije prva skozi, je konec igre. In to je to. Zdaj se še prešlije prvo. Kaj imamo v roki? Jaz sem 3, Tukaj imam 5, je 8. jaz sem tu 6. In 6. Pa pri modrem enega izgubim. Evo ga dam nazaj. Kaj je to? 8. Dajmo sami. Bomo še zamenjati za 10. Tako. Najdemo to nazaj, kar. Tak. Zdaj pa. To še ti dozame. Tako. Zdaj pa končno točkovanje, ne? Pa gremo. Gremo najprej. Kdo je stavil na končnega luzerja, ne? Torej, jaz sem stavil na oranžno, pa Kim je tudi stavil na oranžno, tako da ona prejme 5 kovančkov, jaz pa 8. 5 pa 2, 3, 8. Tako, to je to, to ti lahko dam nazaj, ja. Tako da sebi sem. Zdaj pa tukaj. Hop. Kim je stavila na modro. Zgubi eno točko, mislim en kovanček. Jaz sem stavil na modro, zgubim en kovanček. Kim je stavila na belo, da bo zmagala. Ni, jaz zgubi en kovanček.
ki mi je stavila na zeleno, to je 2, 4, 1, 2, 3, 4, še dobi 2 kovančka nazaj. Da mislim, da si na nuli. To je to, čakaj. 1, 2, tako. In ja, to je to. Zdaj pa zmaga tisti, kateri ima pač največ. Jaz imam 40, 45, 3, 4, 5, oziroma tako dalje. 3, 4, 5, 5, pa 5, 10, še tako. 50, jaz sem 54. Sem pa 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40. No, in zmagal sem pač sedaj jaz za 6. Ni take razlike, včasih so lahko večje razlike, kot smo ugotovili, še posebej, če je več igralcev. Te je dejansko bistveno boljše, ker je še več dinamike. Skratka, stanite še z nami za zaključek. Čakamo, da dovedem. Ja, ne, bi bila zadnja skozi. Ja, ne, to vem. Ti, če bi šla do konca. Ne imela šans. Tako da. Skratka, stanite še z nami za zaključek. Glede igranja je pa to za zdaj vse. Tako da, Kim se lahko zdaj že poslovi, jaz pa še vidim čez nekaj trenutkov z vami. Tako, to je bila torej igra Camlab. Kot ste videli, je preprosta igra, zelo zanimiva, zabavna. Upam, da smo vas z predstavitvijo sedaj prepričali, da je to igra za vas. Upam, da ste se tudi naučili, koliko toliko razumeti pravila. Skratka, zelo to je v bistvu še prejšnja različica igre. V povezavi spodaj, ker bomo kot ponavadi dali povezave do trgovin, kjer lahko nabavite to igro, bo seveda na voljo nova različica. Stare različice, do te stare različice se je že težko dokopati. Nova različica izgleda nekoliko drugače, je pa vsekakor podoben, ne, v bistvu je isti gameplay. Kot da sej, mislim pa, da ima zraven pač vse komplet, tudi z dodatkom, ki ga je bilo za osnovno igro pač treba kupiti posebej. V bistvu, ta igra je za 2 do 8 igralcev, če pa imate še dodatek Super Cup, torej tale zadevca, pa vam še da možnost za dodatna 2 igralca, torej lahko igra do 10 igralcev in pa doda še nekaj dodatnih dinamik zraven. Skratka, to sedaj nismo zaenkrat predstavili, ker smo pač želeli predstaviti tisti osnovni gameplay. In upam, da vas je tiče osnovni gameplay prepričal, tako da z dodatkom je igra še bolj zabavna in še bolj lahko zafrknete nasprotnika. Skratka, mogoče vam številne druge možnosti. Bomo vsekakor, kot smo obljubili, še predstavili dodatke za vse igre, ki pač jih imajo. In kaj bo to? No, to bodo tisti dodatki k prvi sezoni, torej speciali. Kot smo obljubili, bomo za vsako igro, ki ima različne dodatke, še dodali posebno oddajo, kjer bomo na hitro ponovili seveda osnovna pravila in potem dodali še razlage dodatnih pravil. Začeli bomo verjetno že tako ali tako z igro, ki smo jo predstavili najprej v sklopu naše prve sezone, in to je igra Legendary. Nadaljevali bomo verjetno potem dalje z, če se ne motim, igro Tokaido. Tudi tukaj so še dodatki, z katerimi lahko razširite sam način igranja. Potem pa je to seveda še tale igra, torej Camlab, kjer bomo pokazali zadevo, kako poteka z tem dodatkom, torej z Super Cup dodatkom. Mogoče sem še sedaj katero pozabil, če smo katero pozabili vmes omeniti,
boste pa še pač dobili en dodatni special na mesto 3, 4 torej, ali pa še 5, ne vem, odvisno. Vse igre imajo nekje mogoče kakšen dodatek skrit, pa še ne vemo za njega. Skratka, upam, da ste v tokratni oddaji uživali. Z naše strani, kar se tiče rednega programa, oziroma redne prve sezone, je to vse. Vsekakor se pa lahko veselite še vseh specialov, ki vam jih bomo pripravili sedaj čez poletje. Tako da uživajte v poletnih dneh, uživajte v tednu, ki je pred vami, uživajte pač koliko se le da. In ja, mi se verjetno vidimo z rednim drugi sezoni, torej verjetno šele v 2021. Januarja ali pa februarja, nismo se še točno odločili. Še prej pa verjetno bomo pripravili kakšno drugo zadevo, tako da ne boste ostali čisto na suhem z geekovskimi zadevami. Vse pripravljajo zadeve in pustite se presenetiti, vam bomo sporočili, kaj pripravljamo še pravi čas, tako da ostanite z nami na našem YouTube kanalu. Lajkajte naš YouTube kanal, verjetno se bomo tudi počasi začeli seliti na Twitch. O tem se še sedaj pogovarjamo, kako in kaj, ampak bo počasi zadeva stekla. V glavnem, to je to in adijo!